Lepo zdrav, evo, spet je tukaj nova epizoda podcasta Inspiracija. Vedno se veselim teh novih epizod, predvsem zato, ker dolgo časa ponavadi meljam v sebi kakšno temo, ki je povezana, se veste, s komunikacijo, z osebno rastjo, tudi z glasbo, pa tudi takimi življenjskimi temami, s katerimi se srečujemo vsak dan, so del naše, bom rekla, življenjske poti. No, in en tak fenomen, če rečem temu, ki tudi meni ni ušel izpred oči, je fenomen, o katerem se danes veliko govori, torej umetna inteligenca. Jaz, roko na srce, res nisem človek, ki bi bil merodajen razpravljati o samem delovanju umetne inteligence, zakaj sploh gre in tako naprej in tako naprej. Pač razumem nek osnovni koncept, ampak kar me je najbolj, bom rekla, tukaj pritegnilo pri tem fenomenu, je predvsem to, da vse več ljudi nekako duši ta strah, ko se pogovarjam z njimi, da bo umetna inteligenca zdaj nadomestila človeka, da bomo ustvarjalci ostali, ne vem, brez dela in tako naprej. Jaz pač gledam predvsem iz tega vidika, pri katerem sem sama najbolj dejavna, sploh v javnosti, kar se tiče ustvarjanja torej. In zdaj rekla, moram se dotakniti te teme in malo predstaviti svoj vidik, se pravi, moj vidik, že zdaj na začetku poudarjam, ni nek strokovni vidik, ne poznam tako široko te teme, ampak kot že rečeno, bolj iz tega človeškega vidika, tega strahu, ki ga imamo ljudje pred nečem novim. Naj na začetku povem, da nisem ravno zagovornik uporabe tovrstnih orodij. Sicer predvidevam, da je to orodje, ki nam bo v prihodnosti pomagalo poenostaviti nekatere stvari oziroma stvari, ki so mogoče postale nekako, bom rekla, avtomatizirane v življenju oziroma ki nam lahko olajšajo nekatere stvari, da bomo, bom rekla, lahko več časa posvetili tistemu, kar je resničnega v nas. Ampak tako kot pri vsaki stvari, lahko neko stvar uporabimo za dobro ali pa za slabo, ne. Oziroma ima, bom rekla, pozitivne ali pa tudi negativne plati oziroma neke pasti, na katere je treba biti pozoren. In tukaj je treba res uporabljati svojo zdravo kmečko pamet. In kar meni moja zdrava kmečka pamet govori o tej zadevi, je predvsem to, da lahko umetna inteligenca, bom rekla, zbere vse podatke tega sveta. Ampak nikakor ne more zamenjati tistega nekaj v nas, naše duše. Torej, to je nezamenljivo in se pravim, noben robotek, nobena umetna inteligenca ne more nadomestiti tega, kar lahko ponudi resničen človeški stik, naše srce, naša duša. In to je tisto, kar se splača v prihodnosti oziroma tukaj in zdaj ohranjati, negovati in razvijati. Vedno pravim, da umetna inteligenca ne more nadomestiti tistega užitka, ki ga mi čutimo, ko nekaj ustvarimo sami, s svojimi rokami, s svojim trudom, s svojim znanjem. Vsi, ki ste ustvarjalci na kateremkoli področju, jaz sem recimo bolj na področju glasbe, umetnosti, skratka, bolj na teh področjih ustvarjanja, pisanja in tako naprej. In dobro veste, torej vsi, ki ustvarjate karkoli, kakšna magičnost je to, kakšen dober občutek je, ko človek nekaj ustvari, res iz tistega notranjega občutka. To je zame čudo življenja. In tega ne more nadomestiti nič izven nas. Pa da ima še tako pametne možgane in, kot že rečeno, zbrane vse podatke tega sveta. Predstavljajte si otroka. Jaz tudi, ko vidim svojo hčerko, ko nekaj naredi res sama, ne, kako otroci znajo vedno, ko grejo, pač, ko razvijajo to svojo samostojnost, sama bom, ne. Torej, s tem že pokažejo, kako željni so, kako radovedni so, kako želijo sami izkusiti to življenje na svoj način, kako so potem ponosni nase, prav vidiš ta žar v očeh, ko jim nekaj resnično uspe.
samim, torej ko ugotovijo nekaj, ko naredijo nek novi gib, ko jim uspe neka gibalna veščina, govorna veščina, kakšen stik s prijateljem, karkoli, kakšna radost se zbudi ob tem. In tega ne more nadomestiti nič in nišče. In to je tisto nekaj, kar pač umetna inteligenca nikoli ne bo imela. In lahko naredi, bom rekla, neko stvar intelektualno, bom rekla, popolno, ne, kaj sploh je popolnost, ampak mi ne potrebujemo popolnosti. Mi potrebujemo pristnost, mi potrebujemo avtentičnost, kajti iz te avtentičnosti mi lahko rastemo. Ne? Če si predstavljate, da je nekaj naredite, da vam umetna inteligenca naredi neko popolno stvar, ki naj bi ustrezala zunanjim merilom, ampak če to ne prihaja resnično iz vas na dolgi rok ne bo zadovoljila zadeva. Lahko zgradite posel iz tega, baje se da, ne vem, ampak jaz mislim, da na koncu nikoli ne more biti takega zadovoljstva in resničnega uspeha v življenju, kot je tisti uspeh, ki ga dosežete, ko nekaj naredite ali pa vlagate veliko časa, veliko pozornosti, veliko torej dela, ljubezni v neko stvar in vam potem uspe. In lahko drugi naredijo vse namesto vas, ampak tega zadovoljstva in notranje pomirjenosti zagotovo ni nikoli tako velike. Tako da vsi tisti, ki se bojite umetne inteligence, jaz vedno pravim, ni se vam treba bati, raje delajte na tem, da boste negovali svojo dušo, da boste usmerili svoje misli in svoj fokus tam, kamor čutite, da vas vaša duša kliče, torej negujte svoje darove, svoje talente, izobražujte se, ne vem, stopajte v stik torej samimi sabo, povezujte se z ljudmi, z resničnimi ljudmi, pa ustvarjajte, gradite odnose, ki temeljijo na ljubezni, komunicirajte ljubeče z ljudmi, pa vas nobena, bom rekla, umetna inteligenca ne bo povozila. In če se mogoče tudi sprašujete o tem, ali boste sploh še vedeli, kaj je resnično, kaj ni resnično, ne? Ker kot vidim, ta umetna inteligenca ustvarja stvari, vsebine, da na koncu res več dejansko ne veš, ne? A bo sploh še prepoznal, kaj je res in kaj ne. Ampak tudi tukaj vam polagam na dušo, razvijajte svojo intuicijo. Vaša intuicija točno ve, vaš občutek notranji točno ve, kaj je fake in kaj je resnično. Tako da ne se bati, samo dejansko razvijajte to svojo moč srca, moč svoje intuicije in zagotovo boste vedeli, kater človek je pravi, katera situacija, katera vsebina in vas praktično nobena zunanja stvar, ki jo bo ustvarila neka umetna inteligenca, ne bo mogla kakorkoli izbrisati iz tega sveta in vaše vrednosti konec koncev. Tako da še enkrat ponovim na koncu te epizode, ne me preveč jemati, nisem strokovnjak na tem področju umetne inteligence, kot sem že rekla na začetku, osredotočila sem se samo na ta fenomen tega strahu pred temi novimi, bom rekla, fenomeni, pojavi, ki bo verjetno še več tekom v prihodnosti, vsaj po mojem občutku bi rekla tako. Tako da zopet bom rekla, izkoristila to, da vas spomnim, opomnim, da enostavno priklopite se na svojo dušo. In to je to. Hvala vam, da ste prisluhnili temu, upam, da vam kakšno moje razmišljanje v tej epizodi pride prav, da se otresete kakšne negotovosti in se vidimo v naslednji epizodi, v kateri bom šla pa mogoče še korak naprej, ko se bomo še malo poglobili na temo lastne vrednosti in tega, kako lahko to željo po zunanji potrditvi zamenjamo z resničnim občutkom lastne vrednosti. To je tisto, kar je danes zelo pomembno. Tako da ostanite v moji družbi še naprej.